Dobrodošli in dobrodošli. V sklopu projekta 45 dni feminizma študentke in študenti oddelka za filozofijo v sodelovanju z društvom Aporija organiziramo serijo dogodkov z imenom Žensko telo v diskurzu. Vse informacije o posameznih dogodkih so na voljo v brošurah, na Facebook strani 45 dni feminizma ali pa na spletni strani aporija.si. Ime današnje okrogle mize je heterotopija in feminizem. Zato bom pričela s kratkim citatom iz knjige Freud, ženska in popotnikova senca profesorice Bahovec. Citiram: feminizem kot zvrst filozofije hoče oblikovati lastno pozicijo, hoče lastno sobo. Kot se glasi slavno mesto iz Virginije Woolf, hoče lastni glas in lastni pogled. Vse tisto, kar je mogoče artikulirati in kar je mogoče vizualizirati. Konec citata. In kot nadaljuje par vrstic nižje, citiram: lastna soba, lastni pogled, lastni govor, morda tudi lastni glas. Konec citata. Zato smo se danes zbrali, da pretehtamo pozicijo ženske, da si pridobimo heterotopični prostor, izkoristimo pravico do govora in z lastnim glasom izrazimo svoj pogled. Poglejmo žensko v različnih prostorih, v različnih časih in skozi oči filozofov. Mnogo jih je menilo, da ženska ne more biti filozofinja in še danes se to prepričanje šepeta po fakultetnih hodnikih. Ali bomo tudi danes, v 21. stoletju, pustile, da nas implicitno tlačijo na nivo drugorazrednega spola in ven iz akademskih prostorov? Moški so od nekdaj imeli svoje prostore, kamor ženska ni smela vstopiti. Od Andronov v antični Grčiji do raznih intelektualnih klubov kasnejše Evrope, moški so imeli pisarne, kabinete, univerze, senate in podobno, kamor ženske tisočletja niso imele vstopa. Zato raje obrnimo hrbet takim opaskam in se vprašamo, kaj so ženske heterotopije? Kaj bi se želele od feministične univerze? Kakšen predmetnik bi imela taka fakulteta in kakšni odnosi bi vladali na hodnikih take heterotopije? Vendar to vprašanje bo nastopilo šele bolj proti koncu, zato sedaj predajam besedo kolegici. Ja, jaz bom začela z tišino, zakaj pač tišina kot nekako osrednji problem ženske. V osrčju sleherne zgodovinske pripovedi je volja do vednosti, a k tej vednosti ženska govorica ni pripuščena, ni prostora za njo, kako je bilo prej omenjeno. V patriarhalno in falogocentrično oposipo gre za tisto, kar govori po moško. Zakaj molk in nezmožnost govorice? Zakaj tišina? Ženska normalna drža je poslušati, čakati, sprejemati, prilagajati se, podrejati se, molčati in tako ubogati. Sramežljivost je vrlina, molk nam je v čast, kar skozi stoletje ponavljajo religije, politični sistemi in priročniki za veliko. Molk je zapoved strani teritorija oblasti, ki svojim medijem vizualnega, enači videti je vedeti, naslavlja žensko telo. Molk kot molčanje zgodovine in pozaba žensk v zgodovini ima tudi tri ravni. Nevidnost žensk v javnem prostoru, šibkost ljudi, ki so jih zapustile ženske, in tretjič, molčanje žensk v zgodovinski pripovedi. Zdi se, kot da ženske ne obstajajo, samo zato, ker ni mogoče videti njihovega prostora, njihove lastne pozicije. Torej, kot je prej omenila, feminizem si mora tako za cilj vzeti oblikovanje lastne pozicije, hočemo svojo lastno sobo, lastni glas, lastni pogled. Lastni kapitalizem. Res je. Jaz tam zdodajem, če smem. Danes bomo svojo lastno sobo poiskali v heterotopijah, v neke vrste dejansko realiziranih utopijah, drugačnih prostorih, ki spodbijajo tisti prostor, v katerem živimo. Za začetek bomo imeli zgodovinski pregled filozofov, kaj si mislijo o ženskah. Da, jaz sem dobila to, ne vem, če s temu sploh rečem, čudovita knjiga. Je profesor Bahovec posodila vas filozofinega Frauendenken, spravi, kaj si mislijo filozofi o ženskah. Je tu en nabor filozofov, pokažem seznam, ki v bistvu pač knjiga vsebuje pasuse, kjer filozofi eksplicitno govorijo o ženskah. In jaz sem si nekako izbrala te kanonske filozofe in se seveda zgodba začne s Platonom. In sicer z njegovim dialogom Menon, ki pravzaprav govori o vrlini vedenja. Ne bom predstavljala filozofov, ker se mi zdi, da večina nas v tej sobi je vse seznanjena z temi kanonskimi. Zdaj pa samo
Moja označba me malo... Kaj Platon govori o ženskah v Menonu? Tega ni težko povedati Sokrat. Če hočeš najprej opredelitev kreposti moškega, je to nekaj lahkega. Krepost moškega je to, da se je sposoben ukvarjati z zadevami polisa in pri tem dobro ravnati s svojimi prijatelji, slabo pa s svojimi sovražniki, ter se pri tem varovati, da se mu ne pripeti nič podobnega. In če hočeš opredelitev kreposti ženske, tudi tega ni težko razložiti. Ona mora dobro upravljati hišo, varovati mora, kar je v njej in biti pokorna možu. Potem še govori o kreposti otrok in kako so v bistvu vse te kreposti različnih spolov, let, kako se v bistvu razlikujejo med seboj. To je samo iz Menona. Menon je delo pred državo, kjer pa malo spremeni svoje stališče. Potem sem si izbrala še Aristotela, kateri se mi zdi, da je, mislim, da eden izmed eksplicitno znanih seksističnih filozofov. Kjeri so pa ne seksistični? Sej, mislim, ta seznama ne pravi, da kjeri so, ne, mislim, bolj odsotnost teh. In politika je pač delo, ne, o tem, kako naj bi država izgledala. In bom izbirala iz prve knjige, da, iz 12. pasusa. Deli veščine upravlja hišnega gospodarstva so bili trije. En del je veščina gospodovanja, o kateri je bil govor prej, druga je veščina očetovanja, tretji del pa je veščina zakonskega življenja. Glava družine namreč vlada ženi in otrokom, obojim kot svobodnim, vendar pa jim ne vlada na enak način, ampak ženi kot politik, otrokom pa kot kralj. Moški je namreč po naravi primernejši za vladanje kot ženska, če seveda kje ne pride do položaja, ki je v nasprotju z naravo, pa tudi starejši in odrasel, vlada mlajšemu in nedoraslemu. Tukaj pač, to je v bistvu še najmanj takih kontroverznih pasosov, ampak se res nisem želela dotikati drugih. To je bilo v bistvu primarno iz antične mislim, to so bile te antični misleci, ki so na nek način začeli graditi to našo zahodno misel. In kakor me je sicer kolegica rekla, da ne vključuj cerkvenih očetov, si enostavno nisem mogla pomagati in sem vzela izpovedi od Avguština, kjer govori v deveti knjigi, deveti knjigi, v 9. delu, ta citat bo malce daljši. Oče je bil sicer dobrosrčen mož, samo nagle jezen. Toda mati je vedela, da jeznemu človeku ne gre kljubovati, še z besedo ne, kaj šele z dejanjem. Ko pa se mu je ihta polegla in vrnil mir, je ujela pravo priložnost in mu dala račun o svojem ravnanju, zaradi katerega je bil morda nepremišljeno vzkipel. Bilo je mnogo gospa, katerih možje so bili krotkejšega značaja, in vendar je prenekatera nosila sledove udarcev na sebi, preneka je imela celo lice iznakaženo. In če so te potem v razgovori s prijateljicami obsojali življenje svojih mož, je prisojala moja mati krivdo le njihovim jezikom in jih na videz za šalo, v resnici pa s trpko resnobnostjo opominjala, češ od trenutka, ko se jim je prebrala ženitna listina, bi se morale zavedati, da je utrjena z njo tako rekoč pogodba, po kateri so postale dekle in torej nikakor ne gre, da bi pozabile na svoj položaj in ošabno nasprotovale svojim gospodarjem. Če so se njene znanke, ki so poznale togost njenega moža, čudile, da ni bilo še nikdar slišati ali po kakršnem že koli znamenju videti, da Patrici svojo ženo tepe ali da bi se bila kdaj le za en dan razdvojila zaradi prepira v hiši in so je gledale tega zaupno popraševale, jim ne nadrobno razlagala, kako je vajena ravnati, kot sem pravkar omenil. Tiste, ki so njenemu zgledu sledile in ga same preskusile, so ji bile hvaležne. Druge, ki je niso poslušale, so še dalje nosile jare moške surovosti. In bom končala tukaj citat, ker
se mislim, da vsak zaveda, zakaj. To sem nekako zdaj pokrila do srednjeveške neke srednjeveške miselnosti. Potem sem se nekot na razsvetljenstvo, ki naj bi sodilo nekemu prebojenemu času, kjer naj bi se neke stare miselnosti nekako zakopale. In sem si v bistvu pogledala Jean-Jacques Rousseauja, ki je napisal družbeno pogodbo, ki nekako ni več bila v skladu z tem časom, kateri je vladal takrat, ker recimo je začel govoriti o tem, da mogoče pa ni v redu med sužnjo. Ampak me je res presenetil ta njegov pasels, ki pa govori, tega ne bom zdaj citirala zaradi tega, ker je knjiga samo v francoščini, ampak kjer pravzaprav je ravno o tem govora, da filozof mora biti moški, ker le filozof ima das Genie, kar je v nemščini modrost, modrost bi lahko prevedli kot genij. In da ženska ima samo vic, kar sem pa jaz prevedla kot wittiness. In pravzaprav govori o tem, kako ženska še vedno ni enakopravna moškemu in pač ne more biti že po svoji sami naravi ženskosti, ne more biti. In potem bom zaključila pa z Friedrichom Nietzschejem, za katerega se kar ve dost o tem, kakšno misel je imel o ženski, ampak bom prebrala samo en stavek iz njegovega dela On stran dobrega in zlega, in sicer 232. del. Ženska hoče postati samostojna in povrh tega začenja razsvetljevati moške o ženski na sebi. To sodi k najslabšim napredkom splošne pogrditve Evrope. Ker kaj se morajo prinesti na dan ti okorni poskusi ženske znanstvenosti in samorazgaljanja. Ženska ima toliko razlogov za sram, v ženski je skritega toliko pedantnega, površnega, šumoštrskega, malenkostno domišljavega, malenkostno neobrzdanega in neskromnega. Treba ti je preštudirati samo njeno ravnanje z otroki, kar so do zdaj pravzaprav najbolj odrivali in krotili strahom pred moškim. Gorje, če bi si upalo priti na plan tisto večno dolgočasno pri ženski, saj ima tega v obilju. Če ženska začne temeljito in načelno pozabljati na svojo pamet in umetnost ljubkosti, igranja, ko podi stran skrbi, razbremenjuje in se jemne zlahka na prefinjenjo pripravnost za prijetne poželjivosti. Že zdaj se oglašajo ženski glasovi, ki pri svetem Aristofanu spravljajo v strah in z medicinsko jasnostjo grozijo, kaj se ženska hoče od začetka do konca od moškega. Kaj ni znamenje najslabšega okusa, če se ženska namerja, da bo znanstvena? Do zdaj je bilo razsvetljenje na srečo moška zadeva, moška nadarjenost. S tem smo ostajali sami med seboj. In nazadnje si smemo pri vsem, kar ženske pišejo o ženski, pridržati dobršen kos nezaupanja, da ženska sploh hoče razsvetljenosti v sebi in more hoteti. In tukaj bom končala, ker se mi zdi primerno, da Nietzscheju dokažemo napak. Bi predala besedo. Jaz nadaljujem, najlepša hvala za povabilo. Morda, kar nadaljujemo z Nietzschejevim časom in seveda ne smemo pozabiti na slovensko filozofijo na slovenskem, filozofijo Slovencev. Leta 893 Anton Mahnič objavi besedilo z naslovom Žensko poglavje v časopisu z naslovom Rimski katolik, v katerem argumentira, zakaj ni dobro in lepo in prav, če ženske telovadijo. Žensko je narava obdala s čutom sramežljivosti. Le dokler jo pustimo mirno in tiho cvesti pod nje zagrinjalom, ohrani ženska svojo čast, svojo mičnost in lepoto, le do tedaj ostane ženska. Kakor brž pa ji damo priložnost, da jame stopiti iza ograje naravne sramežljivosti, ko jo napeljujemo, da začne pred tovarišicami
posebno pa pred moškimi ude pretegovati in nategovati, kakor jih ni še nikdar, da začne dele telesa, katerim je narava odkazala bolj skrito mesto, pred drugimi stegovati in izstavljati, če dalje bolj gine iz nje tista nežna boječnost in sramežljivost, ki je ženske najlepši kinč, pa tudi najzanesljivejša varuhinja njene poštenosti. Žena je tudi duševno šibkejša od moža in to je glavni razlog, zakaj mora biti podrejena. Se pravi, v času, ko se nič že zmešalo, če bi to bral, pa ne vem, ali bi bil to protistrup ali kaj drugega, je pa, kaj bi rekla, mogoče to razumeti kot neposreden uvod v aktualna dogajanja. A smem navezati na Evropski parlament in na razvpito izjavo poljskega predstavnika. Seveda morajo ženske zaslužiti manj kot moški, šibkejše so in manjše, manj inteligentne in morajo zaslužiti manj. To je vse. Pravzaprav se mi zdi problematično, tako kot tudi vam, posamezne odlomke, citate, dele besedil iztrgati iz širše celote. Na drugi strani pa so še tako indikativni za osnovno orientacijo, ne samo vse zgodovine krščanstva, ampak tudi vse zgodovine filozofije. Mislim, da ravno v tej knjigi lahko najdete začetke pri predsokratkih, kjer pravzaprav ne vemo zakaj, kako, s čim naj bi to bilo povezano. Je eksplicitno povedano, da ni prav, ni lepo, če ženska govori v javnosti in da je skratka filozofska osnova za to krščansko sramežljivost, ki prepoveduje ženskam, da bi stegovale svoje ude pred drugimi, nekaj, kar se mi zdi, da ne smemo izgubiti spred oči. Jaz sem mislila danes nekaj besed spregovoriti, oziroma prebrati tisto, kar sem si zapisala v zvezi z heterotopijami. Beseda heterotopija ima dva dela, heteros, drugi, drugačen, tuj, in topos, se pravi mesto, kraj. Heterotopije so drugi prostori, o tem je posebej pisal Michel Foucault v dveh predavanjih, eno ima naslov Drugi prostori, drugo predavanje, ki je šlo v mali knjižici skupaj z njegovim kratkim tekstom Utopično telo, pa ima naslov, prav tak naslov heterotopije. In ti drugi prostori nas zanimajo, vsaj potencialno, kot feministični prostori. Mislim, da bi to morali biti nekakšni avtonomni prostori za nas v tem trenutku, ko hočemo, zahtevamo, morda tudi želimo. To seveda ne pomeni, da verjamemo v neko kategorijo želje, predvsem ne ženske želje, ki je po analogiji z modno psihoanalizo nekako upeljana s strani za nazaj v samega Freuda, ki se je podtika samemu Freudu. Manj po strani, morda pa tudi v sam feminizem. To torej pomeni, z drugimi besedami, da besede heterotopija ne izpeljujemo iz besede hetera, se pravi grške besede za ljubice in priležnice, ki so edino lahko bile filozofinje v antični Grčiji. To, kar ste vi brali, mislim, da velja za ženske nasploh, ne pa za hetere, ki so živele z filozofi in se lahko tudi ukvarjale s filozofijo. In tudi pozneje vsa zgodovina filozofije je pravzaprav filozofinjam ženskega spola bila naklonjena predvsem v tej vlogi vse do Catherine Malabou kot intimne prijateljice Jacquesa Derridaja in ene najvplivnejših filozofij danes. Heterotopija torej nima nič opraviti ne z ljubezenskimi pari, ne s trikotniki, ne z oedipskimi scenariji in načinom delanja filozofije ne med prijatelji, ne med ljubimci, ne v filozofski šoli ali prostozidarski loži. Če bi že kam lahko pisali to problematično kategorijo želje, potem nikakor ne v razpravo
o ženski želji kot nečem, kar sicer ni naravno, biološko, je družbeno konstituirano, nastaja v medijskih praksah, kulturnih praksah, filmskih praksah, ampak je vendarle še vedno ujeto v to staro, novo, kvazi feministično dogmo, ne narava, ampak družba, ne danost, ampak družbeno in kulturna konstituiranost. Z eno besedo, ne seks, ampak gender. Nekaj drugega pa bi bilo, če bi začeli namesto ženske želje, govoriti o želji feminizma. Barbara Taylor je svoj čas napisala besedilo o svojem branju razsvetljenskega začetka feminizma, torej Mary Wollstonecraft, ki kritizira našega Žaka. In torej Mary Wollstonecraft in njeno vplivno knjigo Zagovor pravic ženske. Besedilo Barbara Taylor je šlo v reviji za socialistične zgodovinarje History Workshop in ga je naslovila takole: Mary Wollstonecraft and the wild wish of early feminism. Ta naslov je zelo indikativen, predvsem pa nas takoj nagovori. Ne zaradi zgodnega feminizma, ne early feminizem, ker v nekem rudimentarnem smislu smo še vedno, smo dobesedno, smo vedno early feminizem, vedno znova se vračamo, preskakujemo, pozabljamo. Feminizem je ravno tako zavezan amneziji, intelektualni amneziji, družbeni amneziji, kot nasploh leva teorija, če lahko tako rečem. V dobrem in slabem začenjamo na novo. Kar me v tem naslovu Barbara Taylor intrigira, kar spada v arzenal, mislim, feminističnega nagovora, se pravi v jeziku in naslavljanju konstituiranega feminizma. Je ta wild wish. Ampak spet ne sama wish, ne želja, poželenje, žudnja, ampak wild, divja želja. Tako kot so divje jagode, divja kot izredno močna, divja kot nekultivirana, neutišana, nekompromitirana in nekompromisna. To mi je, moram že povedati, tako blizu pri našem novem feminizmu, 45 dni feminizma, novem feminističnem gibanju, v teh prostorih in heterotopijah, ki jih sproti izumljamo, od fakultete do roga, ki bi ga morda morali preimenovati v rod, projekcij filmov v hiši za literaturo in demonstracij za 8. marec na Kongresnem trgu. Se pravi, ta osnovna gesta, zahtevamo, ki pomeni negacijo kompromisov. To me je pa res zadelo in to na pravem mestu. Da se ne išče več kompromisov, ne bomo se več pregovarjale, argumentirale in, kaj ne rečem, opupovale nad vsemi temi predniki, predhodniki, ki nas nič ne nagovarjajo. Kolegica je danes rekla, kako da nismo mi te knjige prevedli, a kako pa da to ni prevedeno, pa to bi morali takoj prevesti. Mislim, da bi se temu morali izogniti, ker bi se v tistem hipu, ko bi knjiga išla, takoj pojavil cel niz kritik, te feministke, pa kaj pa delajo z naših filozofov, trgajo ven samo posamezne citate in ne razumejo celote in nimajo osnovnega pojma filozofije in se ne znajo sploh resno spopasti z vprašanjem, kaj je filozofija ali kaj je razsvetljenstvo ali kaj je kritika. Se pravi, divja želja, to so hotela na nek način izpeljati iz tega, kar poskušam razbirati iz novega dogajanja, množičnega vrvenja na Kongresnem trgu, ker me je notabene zelo presenetilo, da ni bilo kolegic, predstavnic tistega establishmenta, kvazi-feminističnega establishmenta ali pa tisti, ki se ukvarjajo ženski študijami pa gender studies v našem prostoru. Prav neverjetno se mi zdelo na tem srečanju 8. marca kaj ne rečem, ob socialističnem sidru. Meni zdi, da so bile takrat vse na predavanju dekanji fakultete za socialno delo. Ja, o čem je pa ona govorila, da moramo pomagati drugim? Ženska skrb za drugega, potrebovalnost in tako naprej.
želja, divja želja, o tem zagotovo ne. Feminizmu zagotovo ne. Kje je bilo feministično predavanje? Je bilo feministično. Ja, pa bom pa izkratiti. Hočem reči, všeč mi je ta brezkompromisnost, radikalnost, ta gesta, ta nagovor. In iz tega bi pravzaprav si držala začeti izpeljevati to kategorijo feministične želje, želje zgodnega feminizma, torej vezane na feminizem, ne na kategorijo žensk in ženskosti, ne ženske želje, ne ženske pošastnosti, monstruoznosti, ki moramo, mislim, da dobrati vsem tem ženskim definicijam žensk in ženskega v filozofiji, ampak divjost. Divjost, ki je vezana na radikalnost, divjost, ki ni vezana na naravo, živalskost v ženski, materinstvo, nič takega, ampak divja točno zaradi tega, ker je brezkompromisna, radikalna in se ni več pripravljena z nikomer pregovarjati, malo v eni, malo v drugi strani, na drugo stran in lobirati in tako naprej. Divja v nasprotju s prvinsko, naravno, žensko, materinsko, menstrualno, krvavo in ne vem še kaj vse. Se pravi, divja želja našega zgodnega, vse zgodnejšega, se pravi, vse radikalnejšega feminizma, ki se mi zdi, jo lahko morda mimo grede za hip ujamemo samo v heterotopijah, heteroprostorih, oziroma še natančneje v premestitvi, v neuljemljivosti naših strategij in taktik izmikanja oblastnikov vseh spolov, žensk, moških, trans, inter in ne vem še kaj še, gender. Mimogrede sem se spomnila na aktualne volitve v Indiji, kjer so kandidati nastopali tudi z argumentacijo mi smo trans, transgender in ne delamo napak ne moških, ne ženskih. Želela bi nek divji feminizem in divjo željo zgodnega feminizma, ki ni ujet v idejo opozicije med seks pa gender, niti v same te variacije na temo gender, ženski, moški, inter, trans, ne vem še kaj vse, v ta kulturološki feminizem, da rečem kulturološki kvazi feminizem, ki vse bolj izgublja politično noto, vsega, kar je pa zelo daleč od radikalnosti. Se pravi, heterotopija na strani premestitve in neujemljivosti in izmikanja gospodarjem vseh vrst, ampak ne v neke zaprte, zaščitene prostore. In v tem smislu si zamišljam tudi feministično fakulteto, ne kot zaprt prostor, ampak prostor divje želje zgodnega feminizma. Se pravi, ne zaprt, zaščiten, ločen, ampak prostor za izmikanje, za premikanje, za gibanje. Morda tako kot Deleuzeov absolutni prelet v absolutni hitrosti, ki je lahko le hitrost misli kot take, morda celo le hitrost feministične misli kot take. Kot feministke moramo kar naprej govoriti, ne, ženska reče ne, misli pa da ne, sprevračati moramo tudi to vrstne gesla, ki so seveda čista neumnost, ne vem kako ne še drugače to imenujem. Ženska reče ne, ampak misli pa kaj misli. Mislim, da tu moram prepustiti beseda vam, mogoče pa samo še stavek ali dva o sami ideji heterotopije v nasprotju z utopijo. Utopija je v feminizmu zelo pomembna tema, seveda tudi v filozofiji, od Campanelle do utopičnih socialistov in v feminizmu od zgodne knjige Onesto dan Christine de Pizan do aktualnih, predvsem literarnih utopij. Tisto, kar bi bilo mogoče povezati z to divjo željo zgodnjega feminizma, bi pa lahko znašli kot feminizem po utopiji. Kar ne pomeni konec feminizma, ne pomeni, da je feminizem utopija, ampak pomeni samo opustitev ideje oziroma nezamejevanje na idejo
osvobajanja, na idejo človekovih pravic in tako naprej in tako dalje, ampak neko širšo, morda bi temu lahko rekli, revolucionarno držo. Potem, ne, po utopiji, po se bojim, da vsaj neuspehu vsaj določenega feminizma, ne, tako kot po revoluciji, o kateri je govoril Marx, ne, v tistem trenutku, ko ugotavljamo, da je gibanje propadlo, moramo začeti proizvajati neka nova gesla, neke nove prostore, se moramo nekam premakniti. Ne. Marx, se veste, je izumil Rodos. Hic Rodos, hic salta, to je njegova heterotopija. Jaz bi šla takoj ta hip, da ugotovim, kako bi bilo mogoče neko novo, potencialno revolucionarno, ne filozofsko, antifilozofsko misel iz tega izpeljati. Kako in kaj, ne, kaj bi bil naš Rodos, naš rod. Premestiti se moramo torej v druge prostore in ta premestitev, ta hetero, nam bo morda omogočila, da se ponovno spopadamo z, to je zdaj malo globoko, ne, se upravičujem, najbolj nevralgičnimi temami, najbolj mizoginimi področji in neumnostmi in samoumjem in tako naprej in tako dalje. Pri tem pa, kar piše Foucault, morda samo še en stavek dodam o utopijah in heterotopijah, se pravi utopije, ki so položaji brez krajev, nekakšne obrnjene analogije družbi, torej izumljati protipoložaje zunaj obstoječih krajev, ki bodo pa, mislim, da če se oprem na samega Foucaulta, je njegov popis heterotopij nekaj drugega kot tisto, o čemer Foucault piše kot krizne heterotopije, 218. Samo trenutek. To mizogino sonce, bi lahko malo zakrnili, ta antifeministični sil, ki mi preprečuje, da jaz sploh preberem. V tako imenovanih krizne heterotopije. Krizne heterotopije se pravi privilegirani ali sveti ali prepovedani kraji, ki so rezervirani za posameznike in posameznice, bomo dodali, ki se znajdajo v odnosu do družbe in v človeškem okolju, v katerem živijo v stanju krize. Znajdejo se. A se res znajdejo ali aktivno postavimo v to stanje krize in kaj Foucault v nadaljevanju na te krizne heterotopije veže. Adolescenti, ženske v času, najlepša hvala, se nisem spomnila, da se jaz premaknem. Adolescenti, ženske v času menstruacije, porodnice, starci. Spet imamo to klasično shemo, ne? Ženska, ki je dorasla, pa ni dorasla in je najbolje pomensko definiramo, če umestimo nekje vmes med otroke, adolescente in starce. In ženske, ne, po svojem bistvu, torej v času menstruacije, porodnice in v nadaljevanju na določenem mestu Foucault popelje tudi javne hiše in tako naprej. Čisto na kratko, ne, iz teh kriznih heterotopij, ki so torej povezane z menstruacijo in porodnicami, a o menstruaciji ni pa nič imel nič povedati. Pa Rousseau o rojevanju, dojenju, mogoče pa o tem nadaljujemo v razpravi, ne, k heterotopijam, ki so povezane z praznovanjem. Tako si je zamišljam to divjo željo zgodnega feminizma. Ne. Feminizem kot ena velika fešta, kjer se zabavamo, norčujemo iz vseh neumnosti, ki nas zabavajo na vsakem koraku, pri vsakem opravilu in pravzaprav v okviru vsakega visokošolskega študija. Kaj bi torej bila feministična fakulteta? Morda samo še ta poudarek v zvezi s heterotopijami. Seveda heterotopija, zato sem tako poudarila drugi prostor, premik, izmik, vselična taktika cikcakanja, ne pa ustvarjati neke nove trnjave, ne, našega feminističnega, ne vem kaj, mišljenja, gibanja, teorije ali česarkoli.
In v tem smislu, v tem okviru se mi zdi posebej pomembno to, kar Foucault izpostavlja, se pravi utopija, heterotopija oziroma sam prostor, ki je poglavitni problem tega današnjega časa, 20. stoletja, v nasprotju z 19. stoletjem, ki je bil čas časa, čas zgodovine in tako naprej. Še posebej vprašanje zapiranja, odpiranja, vključevanja, izključevanja, pozabljanja, brisanja, pretiranega poudarjanja ženskosti kot nečesa slabega, problematičnega, zlega, monstruožno ženskega in ne vem še česa vse. Sem mislila končati s citatom iz Žižka, pa bom raje z vicem o blondinki. Ne, eno, ne drugo, ne Žižek, ne blondinke. Evo, to tem bi končala. Najlepša hvala, ker nadaljujemo z... Danes ne vem, če znaš nekak prispevek, lahko preberem kako spojujoč citat iz maja 68. No, kar... Pa da vidim, kje se najbolj ustreza. Ja, ena izmed lepih parol je bila, da je treba izumiti nove spolne perverzije, ne pa jih skiniti, ampak izumiti nove, pa sploh je izumljanje, pogost motiv, tudi recimo, da je pretiravanje začetek kreacije in izumljanja novega. Ta je tudi tako simpatično, predvsem, da se veliko ljudi govori, da kdo pretirava. Ampak ja, no, mogoče Ampak ne pretiravanje v tem smislu, da se psuje po ženskah. Mislim, da vas je kar prizadela ta knjiga. Zelo mi je žal, da sem vam jo posodila. 3 dni takole kolegica s to knjigo hodi naokoli in odpira in se čudi, ne, o čem je mogoče dvomiti, če si ženska. Pač ustvarjanje novih perverzij, v tem smislu, da jih je pol več, ali da stare niso v redu in rabimo nove. Po mojem je bilo tudi logika more the merrier, no. Ok, cool. Mene sicer zanima ta vico. Tam krog koga zanima. A ja, vico je pa tvoj. Nazaj do Save, kjer bo ostala. Kroži. Plavuša ide poljem in gleda pticu, kako leti. Ptica se usere, ne vem, če sem dobro naglasila to. Plavuša če. Srečam, da sem držala usta otvorena, inače bi mi pogodilo ulice. Pa na temo te oralnosti, pa teh vseh teh ust. Se sem vse nalepila tam na tista usta. V ženski želji, usta, ki se želijo poljubljati. Trenutno je mesec oralne higijene. Evo, že imamo predmet za feministično fakulteto. Oralna higijena. To prva slika je lahko vmes tiste knjige, ki je označeno na te Keep it fresh. Vic je zelo freudovska kategorija, ne? In seveda je bistveno povezana z ženskami, ženskostjo, spolom, spolne razlike. To mi je pa tako všeč pri Freudu, da tam ne najdemo nobenega gender, pa transgender, pa intergender, pa vse ti kvazi subverzije, razumete, te gloske enostavne negacije, fiksacije ženskega spola kot nasprotja moškega v binarni opoziciji na naravo, na prejšnjo danost, bistvo in ne vem še kaj vse. Imam dosti tega postmodernega 3 pike. Jaz sem se malo zamislila zdaj pri temu Freudu, da tle res mogoče najbolj... Ja, vem, to pa vse bolj opažam, ne, kako si marsikdo v meni misli, ne, si marsikaj je prebrala, ampak tega Freuda, od Freuda se pa ne more ločiti. To je ideja. Ne vem, meni pa po njemu najbolj zanimivo, ta njegovo prepričanje o ženski fiksaciji s penisi. In kako pač že kot deklice, da si samo želijo imeti penis in da se zavedajo tega, da je moški superioren, ker ima penis. In da potem nekaj tega. Freudu lahko najdemo morda najmočnejše orodje proti nečemu, kar bi morali na fakulteti ali v rogu ali kjerkoli v teh novih prostorih
zelo resno postaviti pod vprašaj in to je kategorija devištva. Beseda devištvo kot tako, medicinska obravnava devištva in citat v zvezi z devištvom iz Freuda, zdaj sem se pa postavila na okope, je naslednji. Zahteva naj dekle v zakonu z enim moškim ne prinese seboj spomina na spolni odnos z drugimi, ni pravzaprav nič drugega kot logično nadaljevanje pravice do izključenega lastništva, izključenega lastništva nad žensko, ki nastopa kot bistvo monogamije in razširitev tega monopola v preteklost. Vsi v boj proti devištvu z Freudom na čelu. Ne vem pa, kako bi se v tem boju znašel Žižek. Me pa res, moram reči, če lahko nadaljujem, kaj ne rečem, vam prepričujem, da bi prišli do besede, ker nisem videla, da kar vrejo vprašanja, pripombe, kritike. Citat iz Žižkove knjige, mislim, da od začetka, ne spomnim se dobro. Ampak govori, pustimo o tem, kaj se govori o ženskah. Mislim, da to, kar Žižek piše o ženskah, primerno. Zdaj pa vem, moramo iskati to knjigo, ja? Boste vi prevedli, ne? Zdaj bomo pa Žižek o ženski, ker moramo aktualizirati, moramo do današnjega dne. Žižek o ženski, Žižkovi vici o ženski in Mariji Magdaleni in Jezusu in ženski spolnih organih in tako naprej. Ta obscenost, to vrstna perverzija, ne? Ampak pustimo, ne? Zdaj ga moramo vzeti kot filozofa, ki pravi o feminizmu naslednje. Feministična teza, da kartezijanski kogito, ki se kaže kot spolno nevtralen, dejansko privilegira moške subjekte, oklepajo samo moški misli jasno in razločno, medtem ko ženski preplavljajo zmedeni čutni vtisi in afekti zaklepaji. Jaz dejansko ne vem, kje bi se dalo najti kaj takega, na kakšen feminizem Žižek referira in zakaj sploh referira na feminizem. Jasno mi je, zakaj vsi ti obsceni vici o ženskih spolnih organih, kar sem brala tudi že Weiningerja pred tem, ampak zakaj pa feminizem, zakaj se tako mimogrede obregniti ob feminizem, če si filozof, ki natančno prebereš vsako knjigo, vsak traktat, vso zgodovino, imaš neverjetno zmožnost dojemanja, ne vem, jaz pa Žižko vidim skoraj da nekakšen Scheningovski vezen šaon, ko nekaj bere, tako direktno vidi v stvar samo, ampak tis hip, ko pa pridemo do feminizma, se mu pa polno utrga, popolna nezmožnost, popolna slepota, ne vem, kaj bi še temu rekla. Ne razumem, tako kot tam ne razumem, kaj ima Aristotel povedati o ženski, kam pa ste pa spustili? No, pa to mogoče za konc. Ni mi jasno, odkot ta divja želja poznega Žižka, bo tako rekla že rahlo leta prihajajoče Žižka. Jaz mislim, da dejansko s tem dela škodo ne samo feminizmu, ampak sami filozofiji in sami jasnini misli in ne nazadnje samemu komunizmu, kar bi želel zagovarjati skupaj z Badioujem. Je pa res, da ko filozofi pridejo tako malo leta, potem imajo vsakršne fantazije. Verjetno poznate Badioujev fantazijo, Badiouj pa Žižek, zveza je v tem, da bo zdaj nek novi komunizem vzpostavljen. Badioujev fantazija je, da bo treba posneti film iz Platonove države in da bi on tudi nastopal v tem filmu. To pa prepuščam vaši fantaziji. Kaj bi Badiou želel biti, katero vlogo bi Badiou prevzel. Mislim, da pa si je želel v tem filmu, da bi poleg njega igral tudi Brad Pitt, ampak sem dobro vlogi. Nisem več priščakala. Se pravi, obravnava tako feminizma samega, kot besede feminizem, kot vsega, kar je s tem povezano v mainstream filozofiji, v alternativni filozofiji, v tako domnevno kritični filozofiji, v mainstream prostorih, alternativnih prostorih, v nenazadnje psihoanalitičnih prostorih. Tu
To je neke vrste simptom, ki bi ga morali skupaj začeti razlagati. Jaz zato nimam konceptualnih sredstev. Se mi zdi preveč nebuložno, preveč simptomatično, evo. Mislim, da to ne bilo dobro, naš feminizem, da zdaj jaz nadaljujem z branjem vicov na knjigo iz slovanskega prostora, lingvistično analizo, ene najvplivnejših lingvist Svenke Savič, diskurs viceva iz Novega Sada. V tem smislu analiza vicov, pravzaprav podobno kot Freudova knjiga o vicih, vic in njegov odnos do nezavednega iz leta 905, v kateri Freud najprej navede množico vicov, ki jih je zbiral in potem na parih straneh doda neko bombo iz teorije. Zašto Crnogorac, kada ide najveće spavati? Končamo, ne?